danes vsa uspešna podjetja inovirajo odprto. Podobno se prilagaja tudi univerza. Zaprti laboratoriji, ki so bili namenjeni laboratorijskim vajam pod vodenim nadzorom, se danes odpirajo. Namenjeni so zato, da spodbujajo mlade, inovativne inovatorje, da svoje ideje razvijajo in jih pripeljejo do trga. Danes smo vodilno podjetje na svetu za krmiljenje jedrskih pospeševalnikov in drugih velikih fizikalnih naprav. Poleg pospeševalnikov, kot je CERN ali pa Stanfordska univerza, delamo tudi za ITER. To je en velikanski projekt, približno 15 do 20 milijard vreden projekt, kjer se razvija jedrska fuzija, ki, če bo uspešen, čez enih 20 let mogoče bi proizvajal dovolj energije, da ne bi rabili niti sončne energije, niti jedrskih elektrarn, ampak v bistvu iz vode bi delali energijo. Delamo tudi krmilne sisteme za radioteleskope, pa za mega laserje, petavatne, teravatne laserje, delamo kontrolne sisteme za neke vesoljske zadeve. In zdaj nas je 200 ljudi po celem svetu, tako da smo relativno uspešni, ravno zato, ker smo začeli sodelovati z vrhunskimi akademskimi inštituti in se tam naučili, kaj je treba. Potem smo ugotovili, da se da tako krmiljenje uporabljati tudi za pospeševalnike za zdravljenje raka in danes imamo približno 60 do 70% svetovnega trga za software, za krmiljenje pospeševalnikov za zdravljenje raka s protoni. Pametna tla so umestni sloj, ki ga lahko postavimo med poljubnim in coatingom. S pomočjo teh senzorskih podatkov lahko potem s pomočjo umetne inteligence in podobnih algoritmov ugotavljamo, kje se ljudje premikajo, ali padajo ali ne. Preizkušali smo samo znotraj svojega podjetja, torej InnoRenew COE, in eno izložbo smo imeli, oziroma prikaz smo imeli na Gospodarski zbornici, kjer je 3 mesece bilo na voljo vsem, da uporabljajo in testirajo. Zaradi vedno večje okoljske ozaveščenosti so biokompoziti vedno bolj zaželeni kot alternativa kompozitov z različnimi anorganskimi polnili. Mi znamo torej na fakulteti razviti biokompozite z različnimi matricami, z različnimi naravnimi vlakni za specifične aplikacije, to se pravi z ciljanimi mehanskimi lastnostmi in drugimi lastnostmi, ki so pomembne za nek izdelek. Namen današnje delavnice je opozoriti na to, kako zapletena je današnja električna elektronska oprema in tudi druga oprema, ki ima daljšo življenjsko dobo. In v bistvu odgovoriti na vprašanje, kaj bi se dalo s temi komponentami narediti, oziroma kako bi se jih dalo reciklirati in kako bi se dalo te proizvode izboljšati pri njihovi zasnovi v bodočnosti. Ja, vsekakor so povezovanja med industrijo in univerzo zelo pomembna in so zaželjena, pač želimo si, da bi to bilo čim več, da bi industrija prihajala k univerzi poznanja in da bi univerza vsekakor ponujala industriji tudi svoje rešitve in skupno reševali probleme. Pogovori s predstavniki z področja znanosti, z področja raziskovanja so bili produktivni, zanimivi in ti odprejo pravzaprav ene druge sfere, s katerimi se kot gospodarstvenik ne srečuješ pri vsakodnevnem delu.